Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Adria ne leti. Imate občutek, da vam gre v življenju vse narobe? Se vam zdi, da nižje ne gre? Oddahnite si. Letite z Adrio. Adria, nove perspektive. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali domoljubje ali sovražni govor. Kdo je močnejši, avtorji domoljubnih pravljic ali pogromaši nad oglaševanjem v opozicijskih medijih? Predno pa začnemo z našo današnjo temo in pozdravimo naša današnja komentatorja, pa sem vam dolžan manjše opravičilo. Namreč TV3 je bila popoldne žrtev hekerskega napada, ki bo žal vplival tudi na izvedbo naše današnje oddaje, vendar se bomo potrudili, da vi, gledalke in gledalci, tega ne boste preveč občutili. Za ilustracijo naj povem, da smo izgubili našo prepoznavno prednost pred drugimi tovrstnimi oddajami. To je seveda tako imenovani triplex oziroma 3 kvadratke. Ampak ne glede na to, gremo mi naprej z našo oddajo. Slovenija se je spet dala v 2 cepa. Na eni strani razpis za domoljubne pravljice, na drugi pogrom proti oglasom podjetij v državni lasti v opozicijskih medijih. Kam nas to pelje, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema Normo M. Korošec. Živijo. Živijo, Norma. In Bojanom Požarjem. Zdravo, Bojan. Oba seveda dobrodošla v oddaji. Norma, Bojan, predlagam, da gremo kar k temi. Se pravi, imamo na eni strani razpis za domoljubne pravljice tednika Demokracija pod naslovom Poskrbimo, da bodo naši otroci prejeli prave vrednote in imeli radi Slovenijo. In na drugi strani imamo akcijo, ki jo je začel Domen Savič alias Državljan D, v kateri po lastnih besedah pobudniki želijo preizpraševati, kako gre skupaj etični kodeks državnega Telekoma z objavljanjem oglasov Telekoma v medijih, ki po njihovem mnenju objavljajo neresnične in žaljive vsebine. Skratka, prvo vprašanje zate, Norma, katere pravljice si ti recimo brala v otroštvu, katere so ti bile najbolj všeč? Ja, jaz sem kot otrok brala zelo veliko, moram pa reči, da sem v bistvu te slikanice malo preskočila, tako da sem šla takoj na mladinske. Sem brala veliko, ne vem, od Neli Kodrič, od Ivan Sivec, tudi od Svetlane Makarovič kakšne, ampak mi niso bile toliko všeč. Ja. Pa se spomniš recimo, za katero bi zdaj danes za nazaj, ne? Ker vemo, kaj je to domoljubje, bi rekla, da je bila domoljubna? Ne bi se mogla spomniti na nobeno. Kaj pa ti, Bojan, imaš kakšno posebej pravljico v mislih, ki si jo imel rad v svojih mlajših letih? Prej sem se spomnil na Čurija Murija, ampak čeprav zdaj uradno ne bi bil to Jurij Muri, ne, to je ta Pavčka. Jurij Muri v Afriki? Ja, Jurij Muri v Afriku, recimo to sem imel rad, ne, ampak sicer se jaz kasneje, malo bom rekel, spomnim potem bolj natančno zgodbe, pa, kaj pa vem, no, ne čisto pravljic, ampak na pol pravljic, ki sem jih bral kasneje, zelo rad, recimo, ne vem, Pika Nogavička in tako dalje, ne, prednje je potem prišel na vrsto Mark Twain, ne, in pač njegove zgodbe. Tako da, ampak zdaj, ravno ko sem gledal, ne, okoli tega Čurija Murija, ne, da si malo tako osvežim spomin, ne, pa zdaj, ker vidim, da kombiniramo tole oddajo tudi s tem Savičem, pa verjetno s kakšnim sovražnim govorom, pa tako dalje, ne. Zdaj, Čurij Muri, Tone Pavček je takrat pisal o tem, kako je Čurij Muri prišel pač na črno celino v Afriko, ne, med, ne, zdaj, če citiram pravljico, med neumite zamorce, ne, ki nimajo brisač, nimajo vode in tako dalje, ne. Tako da danes bi to bil verjetno nek velik problem, ne. Zdaj, ne. To je že verjetno sovražni govor. Bi zdaj, ne vem, mladina bi zdaj to verjetno, tednik Mladina, ne, bi to verjetno cenila kot sovražen govor, ne, tako da tukaj so stvari prekleto relativne, ne. Ampak se pa tudi osebno, zdaj jaz ne spomnim kakšne posebne, take, ne vem, recimo domoljubne pravljice, ne. Ja, zdaj, recimo Marko Crnkovič, ne, je tudi napisal en članek na tem svojem pač portalu Fokus Pokus o tem, da je on rad bral ali pa poslušal Bikca Ferdinanda, ampak da potem ni postal gej, ne. Zdaj, kakšno je vajino mnenje, tudi jaz sem imel recimo rad Bikca Ferdinanda, tudi nisem gej, evo, priznam, čeprav imam danes roza srajco. Vidva mislita, da pravljice lahko na tak način sploh vplivajo na človeka, da bi recimo tista pravljica, če bi mu starši prebirali eno pravljico, da bi potem tudi njegova spolna identiteta se spremenila, Norma mogoče najprej?
Ja, jaz mislim, da prav tako, da ene pravljice, ki enkrat slišiš, to verjetno ne vpliva toliko na tvoje življenje, ampak če imaš pa ti v bistvu serijo nekih zgodb, ki imajo določene vrednote in to preberaš in pač kot otroki tako ful srkaš te stvari še, ne, iz zgodb, pa so ti kakšni junaki, pa hočeš jim biti pol podoben, pa on je pa to tako, pa jaz bom tudi zdaj, ne vem, recimo, ne vem, Popaj, ne, je jedel špinačo in pol so kukar otroci, so mamice rekle otroku, ja, daj še ti je špinačo, da boš toliko močen kot Popaj, ne, ker drugače otroci ne marajo špinače. Ja, to je res. In se mi zdi, da pač podobno vpliva tudi branje, se pravi, zgodb s kakršnokoli agendo žene, ne bo to LGBT ali pa domoljubje, ali pa, ne vem, pač, mislim, kakršnokoli vsebino, kakršnokoli ideološko ozadje daš v zadnji vrednote, pač to otrok pa povzame. No? A si ti mogoče, Norma, razmišljala kaj o tem, da bi se tudi sama prijavila na ta razpis demokracije, da bi napisala kakšno domoljubno pravljico? Sem razmišljala, ampak sem se odločila, da imam trenutno preveč stvari, da bi sodelovala na tem natečaju. A res zanimivo. Kaj pa bi bila tema? Mislim, bi bili to človeški liki ali živalski? Nam lahko več poveš o tem? In pravim, nisem se pol odločila, da bi se toliko poglobila v te stvari, no, ampak verjetno bi šla malo raziskati kakšne te slovenske like, pa bi naredila eno mešanico z nekim pač domoljubnim dogodkom, nekaj tazga. No. Ker neki predlogi, Bojan, so bili tudi na Twitterju, recimo, za kako bi te že na nek način ljudske pravljice, te, ki smo jih že prebirali v naši mladosti, kako bi jih recimo prilagodili za te domoljubne, zdaj moderne namene. Ne? Recimo, namesto kdo je sešil Vitko srajčico, kdo je posilil Vitko sestrico. Ne? Ali pa recimo zverinica iz Murgel, ne? In tako naprej. Kaj ti meniš o tem? Recimo Roman Vodeb, naš stalni komentator, je tweetnil, da če ne bi Ciciban v preteklosti podpiral istospolnih družin, potem tudi razpis demokracije ne bi bil takšen, kot je. Ja, najprej bi mogoče pač rekel to, da pravljice na nek način verjetno so neke vrste socializacija, ne, za otroke, to zagotovo. Ne, pač bereš in si nekaj zapomniš, dobiš mogoče kakšnega vzornika, pa tako dalje. Ne, to je zagotovo. No. Ampak zdaj moram reči pa glede tega razpisa. Ne, jaz sem sam bral o tem, da ta razpis obstaja. Nisem prebral tega razpisa in se nisem poglobil v ta razpis. Ne. Tako da konkretno, zdaj sam razpis težko komentiram, ampak mislim pa, da je to sestavni del, na nek način bom rekel tako, ne, to je malo sestavni del nekega kulturno-političnega boja, ne, tako da z tega vidika, če Ciciban ne bi imel tistega, potem mogoče tudi demokracija zdaj ne bi imela tega, ne, to je možno, ne. Verjetno je tudi malo, kako bi rekel, malo neka tržna zadeva, ne, ker vse, kar mediji pač objavljajo, treba tudi gledati skozi optiko, ne, trženja, bralci in tako dalje, ne. Tako da to je, bom rekel, bolj kompleksna okoliščina, zakaj se je verjetno zdaj demokracija odločila zdaj za to, da je pač naredila razpis za te domoljubne pravljice. Ne. Ampak tiste stvari, ki smo jih celo prej malo gledala po Twitterju, ne, rdeča kapica, bela kapica in tako dalje, so pa ful zanimive. Ne. Tako da očitni ljudje, ne vem, po mojem bo teh prijav veliko, ne. Imajo očitni ljudje ideje, ne, kako. Zdaj vprašanje pač je, če bodo to potem sestavili v neko konsistentno pravljico. Ampak ideje o tem, kako, ne, okoli česa ne bi se sukale te pravljice, pa posamezne besede iz teh bodočih pravljic, pa vidim, da je kar zanimive, ne. Ja, sej imaš prav. Tako da mogoče, a veš, Aljuš, mogoče celo dobimo zdaj čez nekaj časa neko pravljico o rdeči kapici, ki bo popolnoma drugačna, recimo, ne? Ja. Ki bo, ne, vsebina bo šla mogoče čisto v neko drugo smer, ne? Sej, mogoče res bo kakšna zanimiva pravljica, ki bo prišla. Ne, gotovo. Vidimo, da pač odziv je javnosti, tako da če je to bil namen, kot praviš, je bil gotovo dosežen, tudi verjetno bo res veliko prijav, no, ampak zdaj, ko si omenjal pač te stare pravljice in pa to predrugačenje, sem se ravno spomnil, ne, da midva sva toliko stara, da se tega spomniva. Recimo v prejšnji bivši skupni državi smo imeli boj proti koloradskemu hrošču, ne. To ni bila pravljica, to ni bila pravljica, to je bilo zares, to je bila resna zadeva, temu smo se vsi borili, cela država praktično, ne. Takrat recimo Milan Kučan v govorih ni omenil sovražnega govora, je pa omenjal koloradskega hrošča, no. Ampak zakaj zdaj to pravim? Zato, ker je eden izmed pogojev na tem razpisu demokracije je, da če gre za živalske like v pravljici, naj bodo negativni liki tujerodna invazivna živalska vrsta, ne. In zdaj, ko sem jaz bral ta razpis, sem se v bistvu za nazaj spomnil, da je ta koloradski
hrošč, ki očitno prihajajo iz Kolorada, ne vem, je bil tujerodna invazivna živalska vrsta, ne? In takrat se je recimo proti temu cela država borila. Mi otroci z motikami in tako naprej. Ne? Za mlajše gledalce povem, da to je bil škodljivec, ki je napadel, mislim, da krompir. Ne? Zdaj, danes pa recimo se velik halo dvigne, ne? Če nek tednik napiše, da naj negativne like v pravljici, verjetno to pol basen, če so živali, ne vem, predstavlja tujerodna invazivna živalska vrsta. Kaj ti misliš o tem, Norma? Ja, Bojan, pa izvoli Bojan. Hotel sem samo reči, da nisem vedel, da so že taka, kako bi rekel, podrobna navodila, ne? Ja, zelo podrobna navodila za te, ki ne bi pisali pravljice, ne? Ja, zelo podrobna navodila so. Še več pravil obstaja, poleg tega, ki sem ga navedel. Mora poudarjati tradicionalne vrednote, družine, mamo in očeta in tako naprej. Saj Norma ve, ker se je hotela prijaviti. Norma, boš ti povedala, kaj so bili še drugi pogoji? Ne, jaz bom povedala to, da v bistvu se mi zdi en tak razpis zelo logična reakcija na vse, kar se dogaja v družbi. Ne. Jaz recimo otroci gledajo risanke, ne, pa mi smo včasih gledali normalne risanke, je bil recimo tisto znanstvenik Baltazar, pa ne vem, Palček David, pa taki normalni, pa dobiš telebajske, ne, pa je on ta vijolčen mal neki čuden že, pa pol Pujsa Pepa, pa pač se pol pojavljajo, ne vem, da... Kaj pa je pri Pujsi Pepi čudnega? To pa jaz rad gledam, recimo, s svojimi otroci. Kaj pa je čudnega? Zdaj se v tujini pojavljajo ideje, da bi ona postala lezbika, ne, ali pa trans, ali pa neki, ne. In tudi recimo... Pujsa Pepa? Ja. Aha. Ali pa ta, ko ste to Ledeno kraljestvo, ne, Ana pa Elza, da bi neki tudi one dve ne bi bile več pač straight, ampak da bi bile neki iz LGBTQI++ neki. In pač, če hočeš, jaz recimo, ko bom enkrat imela otroke, jaz pač ne bom želela, da gledajo moji otroci take izprijene risanke. Ja. Veš kaj, naslednji korak je verjetno pol, ker bojo to izčrpali, da sta pač čisto spolno usmerjene, se bojim, da ne bi še ti si Ellen ali kaj je pol prišel, kaj je v špil, ne? Kaj je tudi v risanki. Ja, lej, pač spirala izrojevanja nima konca, ne. Pač sej tudi imamo že pedofilsko stranko, ne. Mislim, ne v Sloveniji, ampak v Evropi. Bojan, kaj pa tvoje vnukinja? Ima rada Elzo pa Ano? Kako ti gledaš na te stvari? Ja, to zdaj ne vem. Pač živi 1000 kilometrov stran, tako da nimam tega čisto natančnega pregleda. Ne? Ampak zdaj, kar se pa tiče vnuk in pa vnukov, no, jaz pač zdaj, lahko da je nažalost, tako pa je to na srečo. No? V glavnem se stvari dogajajo preko mobilnih telefonov. Ne? Vidim, da je vnukinja zdaj stara 8 let in obvlada popolnoma YouTube, ne? In te stvari, tako da je zdaj so te vprašanja čuji, mujo in podobne, bi bil bolj v zagati, recimo, ne, če bi se začel okoli tega z njo pogovarjati. Ne. Tako da ta generacija, vidim, ne, je popolnoma že, kako bi rekel, elektronsko pogojena, telekomunikacijsko pogojena, ne, in nek nivo ali pa spekter informacij, ki jih črpajo, ne, otroci pri 8 letih, je popolnoma drugačen, ne, kot je bil naš, ne, in popolnoma drugače dosegljiv, kot je bil naš. Ne. Ampak to sem hotel še reči, no, zdaj okoli teh recimo pravljic in podobnih stvari. Ne. Zdaj, te skupine, ne, LGTB in tako dalje, so tudi zelo tržno zanimive. Ne. In vse te stvari so malo tudi, ne, zdaj Aljuš pa Norma, treba pač povedati na nek način tudi, kako bi rekel, komercialno ali pa poslovno pogojene. Ne samo ideološko ali pa ne samo politično. No. Ja, absolutno. Sej, jaz sem prej sicer pozabil povabiti tudi gledalke in gledalce, da naj nam tudi v tweetih, ki jih označijo s ključnikom, se pravi hashtagom Faktor, napišejo tudi svoje ideje, svoje mnenje, bomo to z veseljem tudi v oddaji pokazali in pokomentirali, lahko tudi kakšen naslov za kakšno domoljubno pravljico, več glav, več ve. Ampak tole sem hotel vprašati ravno to, kar si ti to temu načel, Bojan. A zdaj v tem globalnem svetu, kjer v bistvu je na dotik, zaslonu na dotik, lahko dobijo pač otroci tudi že vse praktično informacije, a lahko nek tednik, nek tiskani medij z nekim takim razpisom sploh obrne ta recimo trend tudi v neki manjši populaciji ali pa manjši državi, kot je Slovenija. Se pravi, a lahko ena taka pravljica, bi rekel, nasprotuje ali pa na nek način korigira v narekovajih vse to? Ja, zdaj, če bo ostala če ostane na tiskani platformi, zagotovo ne, ker to je 1000, 2000, 3000, 4000 izvodov. Ne. Če pa se slučajno zgodi, ne, da je to neka pravljica, da gre na splet, ne, da postane viralna, da postane hit, ne, je pa to seveda možno, to pa absolutno. Ne. Saj to je, lahko jim uspe nekaj takšnega, ne, skakšno zelo uspešno, ne, ali pa nekako v srce zadeto, ne, domoljubno pravljico, da postane, ne vem, lahko postane to Maček Tom, ne, lahko iz Demokracije, pa iz Jožeta Biščaka nastane
postane ta nova zakonca login, ne vem, vse to je pa možno. Se pravi, te stvari so politične, so tudi poslovne in lahko seveda slej ko prej z nekim, bom rekel, z nekimi, če se poklopijo neke določene okoliščine, lahko postanejo viralne in potem lahko resnično začnejo na nek način, a veš, se kaj dogaja, se spreminja in tako dalje. Ja. Norma, preden gremo počasi na Če pa to ostane samo v tiskani izvedbi, pa je to popolnoma drugačna dimenzija. Ne? Norma, preden gremo počasi na prve oglase, bi te sam še to vprašal, zdaj glede na to, kar je povedal Bojan, da ti ne bo kdaj polžal, da si nisi prijavila na ta razpis. Zdaj še enkrat razmisli, ne? Ja, jaz mislim, da bi tak, če bo to zdaj uspešno, bo itak pol potreba potem še večja, ne, se bi pol, če pač bodo zalafale te slikanice, te pravljice, bodo pol verjetno tudi risanke prišle, mogoče to kakšen film ali pa karkoli in bo to eno gibanje se začelo, ko bo v bistvu neka kontrakultura trenutni prevladujoči LGBT sceni, ne. Prav, se pravi, ti boš pol počakala, da se trg razvije. V redu, si bomo vzeli malo predaha, se vrnemo po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem, kdo je močnejši. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Norma M. Korošec. Normo pokažemo. Evo, Norma, živa Norma. In pa Bojan Požar. Še Bojana pogledamo. Evo, Bojan. Pogovarjamo. V prvem delu oddaje smo se pogovarjali o razpisu za domoljubne pravljice pri tedniku Demokracija. Zdaj v drugem delu oddaje pa se bomo pogovarjali o akciji ali pogromu, če hočete, ki ga Domen Savič, somišljeniki, vodi proti oglaševanju državnih podjetij v opozicijskih medijih. Obenem seveda ponavljamo opravičilo gledalkam in gledalcem, zaradi hekerskega napada danes ne moremo imeti klasične sheme s 3 kvadratki, oziroma mi temu rečemo triplex, ampak vseeno se bomo potrudili, da bo oddaja za vas kljub temu zanimiva. Zdaj, Norma, pred oglasi sem ti segel v besedo, tako da te zdaj prosim, če dokončaš misel. Ja, jaz mislim, da se bo pač to začelo tako kot ena sprememba na trgu in bo pač dalje več zanimanja za to in bodo tudi, se bo pač to tudi splačalo in se mi zdi, da je ful dobro, da se je Demokracija odločila za to potezo. To me spomni na recimo v Ameriki je bilo je Target takrat še kakšne 2 leti nazaj, ko so imeli tiste te heteronormativne WC-je in pol je v bistvu se na družbenih omrežjih pojavila ideja, da bi pač bojkotirali Target, ker pač se ne strinjajo z njihovo politiko in je pač njim dejansko toliko se poznali, da so pol nehali s tem, ne. Pač finančno jim je toliko padel promet. In jaz mislim, da bo tle isto, ne. Zdaj pač oni so probali s temi slikanicami, če bo to šlo, bodo pač naprej. Tako sem rekla, no, upam, da bodo prišle tudi kakšne normalne risanke iz tega ven, da ne bodo s temi LGBT propagando skozi strašile naših otrok. Ja, zdaj smo jim dali kar veliko teh marketinških nasvetov, ne, tako da upam, da bojo hvaležni. Ampak Bojan, če gremo zdaj na našo drugo današnjo temo, kako ti tudi kot urednik zelo uspešnega spletnega portala gledaš na to, da neka skupina ljudi, organizacij, državljanov, vse ni važno, želi vplivati na to, kam lahko državna podjetja oglašujejo, na način, da pravijo, da ne smejo oglaševati v medijih, ki objavljajo žaljive in neresnične vsebine. Na kak način bi lahko nekdo tretji ali pa tudi kdo znotraj medija omogočil oglaševalcu vnaprej, da presoja, ali bo njegov oglas poleg žaljive in neresnične vsebine? Ja, to mislim, da je tehnično nemogoče, ne? Ampak zdaj, to se mogoče lepo sliši, ne? Ta stvar, ki si jo pač povedal. Ne? Ampak drugače pa to prvič je nemogoče kontrolirati, ampak zdaj karkoli pač obrnemo, ne samo v našem kontekstu, tudi sicer, ne? Tudi če se to ne bi dogajalo v Sloveniji, bi lahko to rekli, da to je preprosto politični obračun. Ne? Glede na to, da pač vidimo, kateri mediji so tukaj tarče, in je to pač nek obračun, ki se pri nas kar naprej že dogaja z nekimi različnimi pojavnimi oblikami, pa inštrumenti, pa mehanizmi na tej slovenski medijski sceni, ne? Medijski politični sceni. Tako da to je pač vsake toliko časa, se to ni prva akcija Domna Saviča, ne? Ampak to je sestavni del teh političnih obračunov. Včasih so močnejši, včasih so manj, ne? Ampak zdaj moram jaz itak tukaj močno premisliti, kaj bom rekel, ker je lahko tudi faktor jutri recimo tarča, ne? Takoj Domna Saviča, ne? In njegovih teh prošenj, ki jih pošilja medijem, naj ne oglašujejo, ne? Zdi se mi tako, bom rekel, meni se to zdi
videti, akcija, ki jo pelje, je popolnoma, kako bi rekel, popolnoma je strokovno je nemogoče, ne? Ker prvič ni mogoče nič reči, katere vsebine so sovražne, ne? Ni mogoče reči, katere informacije, ki jih podajo nek mediji, so neresnične, vse je to zelo relativno, ne? Vse je to zelo relativno, ne? Ker že napoved, vremenska napoved je lahko netočna, neresnična in tako dalje, ne? To je popolnoma, bom rekel, absurdna zahteva, skratka, to gre izključno za politiko, izključno za obračun z nekimi točno določenimi mediji. To je vse, kar jaz recimo lahko rečem za uvod v zvezi s tem, ne? Zdaj, Norma, predvidevam, da ti pač prebiraš spremljaš te medije, gledaš recimo Novo 24 TV, prebiraš Demokracijo in tako naprej. Kako ti kot bralka gledaš na to akcijo? Mislim, meni se zdi to eno v bistvu norčevanje, no? Ker se mi ti ljudje zagovarjajo pa tiste cajtange, ki so pa res lagali, si izmišljevali, potvarjali dejstvo in resnico na vse možne načine, ne? Ampak za njih pa nimajo nič zapovedati. Jaz sem navdušena, da imamo Novo v Sloveniji, Novo od 24, da pač nekdo končno je začel govoriti o spoštovanju življenja, pač o domoljubju, o teh temah, ki so bile zdaj desetletja v Sloveniji zamolčane. Kaj rabimo kot Slovenija, kot narod, da bomo preživeli, da rabimo višjo rodnost, da je treba tle neko pro-family politiko začeti upeljavati v državo. Mislim, meni se zdi, recimo tudi te oddaje, ki jih ima Franci Donko na socialne teme, ne, pač to se mi zdi fenomenalno odprtje medijskega prostora za teme, ki so bile zdaj tabu dolga desetletja. In mi je pač logično, da ljudje to v bistvu vsak dan bolj gledajo, ne. In pač posledično, če si ti ena firma, ki si pač želi stranke, ne vem, če si Telekom želi samo neke leve stranke, verjetno ne. Ne vem niti, kako to ugotovijo, kdo je leva ali pa desna stranka. Saj, ko izpolnjuješ tisti njihov obrazec, recimo, ne, za nov mobilni telefon, tam ni rubrike, ali ste levičar ali desničar. Ne. Tudi ni rubrike, v katerih medijih želite, da se oglašujemo. Ne. Kaj praviš na to, Norma? Ja, pač itak, da ne, sej zato pa tudi na Novi objavljajo. Pač, ker so tudi tam njihove potencialne stranke in se jim pač očitno splača tam objavljati reklame. Ja, ok. Zdaj, malo sem, prosti Bojan, takoj dobiš besedo. Zdaj, malo sem čakal, Norma, da boš rekla, da si tudi vesela, da imamo Faktor na TV3, ampak ok, mogoče boš to kdaj kasneje rekla, ne? Bojan, kaj si želel ti dodati? Najprej sem želel to dodati, ne? Ja. Ampak drugače pa mislim, da bi mogla biti podjetja preprosto en sam kriterij, ne, za oglaševanje, in to je recimo doseg, ne? Ja. Doseg nekega medija, mogoče tudi, ampak kakovost, ampak vse tisti mediji, ki so kakovostni, imajo doseg, ne? Te stvari so neločljivo povezane, pa verjetno bi mogla državna podjetja tudi spodbujati kakšne nišne, ne, recimo medije, ki se ukvarjajo s kakšno kulturo ali pa z takvimi podobnimi platformami. Domoljubnimi pravljicami, recimo, ne? Pa, glejte, mogoče tudi, no, čeprav domoljubne pravljice bi lahko, bom rekel, postale mainstream, to ne vidim takšnega problema. Recimo kultura, ne, ki je v taki majhni državi, kot je Slovenija, težko, bom rekel, komercialno uspešna, in če kakšne državna podjetja podpirajo, ne, recimo neke medije, ki pač imajo neke kulturne vsebine, to ne vidim nič napačnega, ne, ampak drugače pa absolutno, doseg in kakovost, oziroma te stvari so tako povezane. To mora biti en osnovni kriterij, ne. Ampak prej, ne, ko smo začeli to temo, ne, veš, sej, ta država ima, bom rekel, popolne medijske norosti, medijske absurde, ne, prej recimo, ker si omenil Ciciban, ne, ja. Če se boste verjetno spomnila, ne, recimo, takrat tista, ko je bila famozna novinarska peticija 571, ne, takrat proti Janezu Janši, ja, takrat je bil Janša, pač predsednik vlade 2004 do 2008. Ja. Takrat so recimo to peticijo so podpisali tudi ne vem, novinarke ali novinarji, mislim, da jih bilo 8, ki so takrat delali na Cicibanu, ne? In oni so recimo s to peticijo, pač ti uredništvo Cicibana je s peticijo učitelju Janezu Janši, da posega v uredniško politiko Cicibana, ne? Tako da, veš, hoče ti povedati, če so taki absurdi, ne, potem se ne čudi, da pride nek Domen Savič, ne, in začne, bom rekel, pisati na državna podjetja, ne ukinejo oglaševanje na tem in tem mediju, ne. Ampak bolj resno vprašanje v principu, ker itak so ga zavrnili, ne, to smo videli, ne. Bolj resno vprašanje pa seveda je, kdo je to Domen Savič, ne, kdo ga financira, kdo financira take akcije, ne, in zakaj Domenu Saviču in takšnim akcijam dajajo potem neko logistično podporo mediji, ki so v državni lasti, predvsem recimo državna televizija pa državni radio, ne. To je pa seveda resno vprašanje, pa vredno resne obravnave, ne.
Ja, to imaš prav. Norma, Ker sicer, veš, ja. če bi dokaj Doman Savić piše na tem svojem blogu, Ja, vsak ima pravico do svojega mnenja. Ja, pač lahko to počne, ampak če pa se bo to vključijo na tak ali drugačen način, ne, mediji, ki jih plačujemo vsi, ne, državna televizija, ne, državni radio, je pa to seveda velik problem. Ne. Ob tem, da je Savić, moram reči, da ne bom predolg, ampak vseeno, videl se bodo spomnila, Savić je bil nekaj časa celo član programskega sveta RTV na predlog stranke SMC, to je bila ena od najbolj, bom rekel, bizarnih, ne, in brutalnih, primitivno brutalnih kadrovskih odločitev stranke Mira Cerarja, da je nekega človeka, kot je Savić, ne, spravila v programski svet RTV, ampak Savić je neka zelo skrivnostna oseba, ne. Celo na nek način funkcionira kot nek tajni medijski agent. Ne. Jaz recimo sem relativno uspešen raziskovalni novinar, pa se nisem uspel prebiti doslej do tega, od česa recimo ta gospod živi. Ne. Pa sem imel popolnoma, bom rekel, sem bil legitimno upravičen do tega, da to poizvedujem, ker je bil član programskega sveta RTV. In se preprosto nisem mogel do tega dokopati. Ne. Kako je to možno, da nekdo na tak način funkcionira na slovenski medijski sceni, kot je Domen Savić, piše državnim podjetjem, nastopa na državnih medijih in tako dalje, in ne moremo zvedeti, od česa pravzaprav živi, kdo mu financira te akcije, ker te akcije niso zastonj. Ja, absolutno niso zastonj. Norma, dve vprašanje bi imel zate. Najprej, a ti res verjameš, da te državna podjetja oglašujejo v teh opozicijskih medijih zato, ker mislijo, da morajo, in zakaj bi recimo mislili, da morajo oglaševati v opozicijskih medijih? In drugo vprašanje, kako ti komentiraš to, da so zdaj tudi drugi mediji, recimo državni, pa začeli podpirati to akcijo in hkrati tudi recimo Savića in njegove somišljenike pa nič ne moti, da ta isti državni Telekom meče milijone z lopato skozi okno v recimo Siol.net portal in Planet TV. Ja, jaz mislim, da pač itak, jaz si tako predstavljam, ne, če je to neka državna firma, še vseeno morajo oni gledati, kaj njim najbolj ustreza, kaj bo njim največ koristi prinesel. In pač, če imaš ti en medij, ki doseže, ne vem, pač veliko ljudi, boš pač dal mu za oglase, zato da boš pač od njegovih strank dobil kakšne svoje, njegovih gledalcev dobil svoje stranke. In je pač to čisto vseeno, a je to pač kakšen medij to je, ne. In pač glede Telekoma, jaz sem slišala, da so Telekom itak hoteli kupiti že eni tujci, pa pač ga naši niso spustili, ne. Tako da se meni tle postavlja vprašanje, zakaj ne. Pač kaj oni vse delajo na Telekomu, da v bistvu ga noče sploh dati iz rok. Ga delajo recimo Siol.net pa Planet TV, ne? Ja, verjetno tudi tle kakšno kršenje, ne, kakšnih dodatnih ušes, ne, v naših pogovorih, mailih, SMS-ih, ne. Pač ne veš. Jaz sem slišala veliko različnih, pač to so neke kao teorije zarote, ne, ampak meni se, etičnost delovanja naših državnih podjetij je na tako nizkem nivoju, da jaz na njihova ravnanja pač ne dam veliko, no. Bojan, se tebi zdi, ti si sicer omenil prej, da so podjetja zavrnila pač to pobudo, a se ti zdi, da je lahko v končni fazi ena taka pobuda uspešna, sploh če se bojo še državni mediji in to pridružili, in res lahko prisili ta podjetja v državni lasti, da ne bi več oglaševala v opozicijskih medijih? Ne, mislim, da to ni mogoče, ne? Ker se tudi mislim, da ne gre za neko načelno, tako, kako bi rekel, načelno opredelitev, mi pa bomo ali ne bomo oglaševali v opozicijskih medijih. Ne? Drugače pa pritisk je na to, da se zdaj trenutno po oblikovanju Šarčeve vlade je pritisk na to, da se pač oglašuje v nekaterih, temu tako rečem, pozicijskih, ne, pa recimo provladnih medijih. Znanič mi je direktor enega velikega slovenskega državnega podjetja povedal, da je dobil namig, ne, temu se tako reče, ne, ko te pokliče nek lobist, karkoli pač teh možnosti je na desetine, ne, da naj začne oglaševati v mladini. Ne. To je zelo preprosto, to je zelo konkretna zadeva in mislim, da bodo to začeli počasi tudi uresničevati. Ne. Tako da ti pritiski so v bistvu nevarnejši, ne, kot je recimo tale od Domna Savića, to mislim, da gre samo za neko tako, neko medijsko, propagandno politično akcijo. Ne. Resnični pritiski tam, ker se pač odvija nek denarni tok, pa tako dalje se odvija na ta način, kot sem recimo prej povedal. Ne. Če zdaj poskušamo narediti neke vrste sintezo teh dveh tem, ne, bi vam pokazal in tudi gledalkam in gledalcem, ker sem skoraj prepričan, da ne poznajo te pravljice, eno pravljico, eno slikanico, imamo tudi fotografijo,
Naslov je najlepša obleka na svetu, upam, da bomo lahko to tudi videli zdaj, pokazali gledalkam, gledalcem. Evo ga, najlepša obleka na svetu. Avtorica je Katja Cah, sicer tudi novinarka. To je dvojezična pravljica v slovenščini in v angleščini, ne? In po avtoričinih besedah je to domoljubna pravljica, ki očitno že obstaja, čeprav je dvojezična in spodbuja te prave vrednote, domoljubne in tako naprej, kulturno izročilo in slovensko tradicijo. Zakaj po vajinem mnenju recimo ta pravljica ni požela toliko neodobravanja kot razpis demokracije za pravljice, ki jih v bistvu še ni, mogoče najprej Norma? Po mojem, da to sploh ni tako znano, da bi lahko kdo karkoli reagiral na to. No, jaz sem jo prvič videla zdajle. Aha, pa če bi jo recimo prebrala, bi odreagirala kaj na to ali pač... Mislim, jaz sem zadnjič prebrala eno, ker se meni zdela bistveno bolj sporna, eno slikanico z naslovom Požar, ki govorijo o nekih beguncih in pol. Kjer je Bojan, je tudi požar. Kjer je požar, je tudi Bojan. Ne, res je ena, ki mislim, da je tudi sofinancirala Mestna občina Ljubljana in govori pol na koncu o nekem multikulti sožitju tam na neki jasi, kjer sprejmejo vse, ki pridejo mimo. Pač, to se mi zdi bistveno bolj sporna, pa me pač tudi ni bilo nobenega pompa glede tega. Tako da mislim, da se tudi mediji, pač mogoče je prišla do koga ta informacija, ampak so rekli pol, no, zdaj bomo delali sam reklamo, če bomo to nekaj tle šimfali in so pač bili pol raje tiho. Ja, Bojan, zdaj za tvoje vnuke, ki, kot si rekel, živijo 1000 kilometrov stran, ne, pa verjetno dvojezična pravljica ima neke prednosti, ne? Ja, to zagotovo ima, no. Čeprav zdaj, veš kako je, da, če pač družina živi v tujini, ne, pač govori v tistem jeziku, ki države pač kjer živijo, ne. Jaz pač gledam pač vnukinjo in vnuka, ona dva pač zdaj po teh letih govorita angleško, govorita francosko in seveda govorita tudi slovensko, ampak opažam pa, ne, recimo, da kadar se začneta med sabo prepirati, ne, takrat se začnete obkladati v francoščini. Kar očitno že pomeni, ne, da je pač tudi mogoče razmišljati ali pa že sanjate v francoščini in tako dalje. Ne. Mogoče sam nočete, da bi dedek vedel, kaj si govorite. Ja, ali pa tudi to, ne, pa vsekako, dvojezična stvar je bistveno v tem trenutku, po mojem, vsej, recimo z mojega vidika verjetno boljš kot pa samo enojezična, na primer. Ne. Ja, vse absolutno, ne, vse tega se verjetno itak ne da preprečiti. V redu, bomo si zdaj počasi vzeli še eno pauzo, še vedno lahko seveda tweetate, komentirate današnjo oddajo, ne nam pa uiti, ker se vrnemo po oglasih, ko bomo s komentatorjema podali zaključne misli. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Norma M. Korošec, kdo je po tvoje močnejši, domoljubne pravljice ali preprečevanje oglaševanja državnih podjetij v opozicijskih medijih? Jaz upam, da bodo zmagale domoljubne pravljice in da se bo naš medijski prostor še naprej širil, tako kot se je recimo razširil s to oddajo Faktor, ki je v bistvu edina oddaja, kjer so komentatorji iz enega in iz drugega političnega pola. In meni se zdi to v bistvu največja zmaga. No. In upam, da bo šlo še naprej v širitev in tudi v širitev teh, se pravi, teh stvari, kot je zastavila to zdaj demokracija s temi domoljubnimi pravljicami, da se tudi trgu ponudi tudi drugo opcijo, ki ni LGBTQI+ obarvana, ampak je v bistvu res taka prvobitna, naravna, človeška, slovenska zadeva. Prav, hvala lepa. Bojan Požar, kakšno je tvoje mnenje? Ja, jaz predvsem želim kolegom na demokraciji, da jim ta razpis uspe, da bodo dobili veliko lepih, dobrih, zanimivih pravljic in da bo ena od teh pravljic, če ne celo več, postala recimo uspešnica. Ne? Na spletu, na videu, YouTube in tako dalje, mogoče tako, kot prav Norma naredijo celo kdaj kakšno nadaljevanko, kakšno večjo slikanico, pa kakšen film. Ne? Super, hvala. Zdaj, kaj zadeva, se prečujem, ampak kaj zadeva pa, bom rekel, prepoved oglaševanja v opozicijskih medijih, to pa mislim, da danes še po mojem ta hip to ni možno. No? Najlepša hvala Bojan Požar in Norma Korošec za vajine današnje komentarje v oddaji. To je bila uravnotežena 185. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali prodajo NLB, v drugem delu oddaje pa sovražni govor kot sredstvo preganjanja novinarjev. Predvsem pa seveda ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.